tej tematiki smo povprašali naključno mimoidoče babico in vnukinjo ter mamico in hčerko. Dobili smo zanimive odgovore. Zanima me, če igraš kaj računalniških igric? Ja, igram, ja. Koliko časa pa približno? Kakšno 1 uro na dan. Na dan? Ja, nekaj takega, ja. Med tednom ali vikende? Med počitnicami. Ja, predvsem. in tednom in Drugače pa ne, vikende. ja. Tako. Predvsem med počitnicami, sicer pa ne toliko. Ja, predvsem, ja. Mi je kolikor toliko bremzamo, tako da ni preveč. Med šolo sploh ne, med počitnicami zdaj pa mečken več. So tudi bolj take igrice, primerne za otroke? Ja, samo take, kakšne streljajne pa tisto, kar ni, pa vse drugo, kar še vidiš, lahko to ne gledajo, ne. Pravi, da je ena tistih mam, ki ima srečo, saj njena hči ni zasvojena z računalniškimi igricami. Ona je šla na počitnice, ker je bila 1 teden brez elektrike, brez računalnika, brez telefona, tako da je lahko, seveda, saj zakaj ne prepovedati tega ne moreš, ker je to največja traparija, ne. Je pa po pameti treba, včasih tudi skupaj kakšno stvar pogledava, če že gledava, ne. 15-letnica le potrdi mamine besede. Pa je to recimo, če se primerja z vrstniki, je to nenavadno recimo? Ja, pač drugi so pa cele dneve na računalniku. Igrajo igrice ali druge stvari verjetno? Igrice. Mojca pa se ukvarja s športom, ki je veliko boljši nadomestek za računalniški in telefonski zaslon. Žal mnogo mladih ne deli njenega razmišljanja. Ugotovili smo, da je 2,5% slovenskih osmošolcev zasvojenih z računalniškimi igrami. Zasvojeni z računalniškimi igricami začenjajo z igrami prej kot ostali. Učenci 8 razredov pri povprečni starosti 5,5 let igrajo tudi bistveno več od ostalih. Med tednom v povprečju 5,4 ure na dan, ob koncih tedna pa skoraj 7 ur dnevno. A za zasvojenost nista ključna le dolžina igranja, ampak tudi odziv posameznika, ko ne more igrati. Zasvojeni namreč ne morejo prekiniti z igranjem računalniških iger. Ta dejavnost zavzema vedno večji čas v življenju posameznika. Igrice postanejo najpomembnejša dejavnost, pri tem pa se začnejo spori v družini in šolskem okolju ter posledično slabši učni uspeh.